Dober večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, drage prijateljice in dragi prijatelji oddaje Veter nosi pesem mojo. Pa smo tudi mi zakorakali v veseli december, v čas pričakovanja, v čas lepih trenutkov, v čas, ko se spomnimo vsega tistega, kar smo dobrega doživeli v iztekajočem se letu. Vesel sem, da sta danes nocoj z menoj v studiu dva Jožeta. Jože Buden in Jože Vukič. Prav lepo pozdravljena oba. Pozdravljeni. Slišali smo, da so Zasavci uradno sklenili svojo glasbeno pot. To pa ne pomeni, da v glasbi ne boste ostali še naprej. Kako je s tem? Ja, dober večer vsem gledalkam in gledalcem. Kar se tiče glasbe, seveda glasbo nismo nehali zdaj igrati, kako bi rekel po domače, špilati, ne? Ampak nekako smo se odločili, da bi ne kot premor, ne, da bi počasi nekako prenehali igrati, zato ker je le 48 let velika doba. Čeprav nam pravijo, kaj še ne počakate do 50 leta, ne, in ne vem kaj še vse. Ampak nekako smo se skupaj vsi odločili, da bomo pač počasi prenehali. In čas je, da se sprehodimo po vaših glasbenih spominih. Jože Buden, katero leto se je pisalo takrat, ko ste vi postali polnopravni član Zasavcev? To se je pisalo, mislim, da je 80. leta, ne? Ali je bilo prej? Ne, 84. leta, ja. Vi, Jože, pa še prej? Jaz pa 82. Ta je 82, ja. Kaki so spomini na tista 80. leta, ko se je začela zgodba Zasavcev? Ja, zgodba pri meni se je začela pri Zasavcih zgodba tako. Jaz pa Branko, naš klavirjetist, sva skupaj delala v službi in rekel, lej, če ne poješ nekjer, mi bi pa pevca rabili. In takrat se je ta zgodba začela in jaz sem prišel pol Zasavcem. Mislim, da smo imeli že kar čez 14 dni že kar špile, kako je bilo, ne. Mislim, da sem mogel kar na hitro ta program naštudirati in takrat sem pol ostal. Lahko rečete, da vas je delovanje v tem ansamblu zaznamovalo? Je, seveda je. Zaznamovalo, moram reči tako, zaznamovalo na lepo ali na grdo, ne. Ampak da ostaneš pri enem ansamblu 36 let, ni malo, ne. In da imaš take prijatelje okoli sebe, koliko smo jih imeli, to je nemogoče ostati, ne. In to me je zaznamovalo, ne. Tudi glasba sama, ne, samo da sem tam bil. Jože, tisti, ki so vas spremljali od vsega začetka, so vas spremljali po dolgem in počez. Pa si malce osvežimo spomin, kako so člani prihajali in odhajali, kateri so bili stalni in kako je bilo z zasedbo skozi vsa ta skorajda dolga 50 let. Ja, res je dolga doba. Kolikor jaz vem, zgodovina za nazaj, ker sem Srečo in pa Viktor, ker to sta najstarejša člana, prav, da od začetka je bilo tako, da so se bolj menjavali bobnari, ne vem, ali jih je kaj, jaz sum, da jih je pjača malo, no, ampak to sem kar tako rekel, ne. Ja, sej sem ga jaz tudi kaj včasih spil. Potem so bili tudi pevci, no, potem sem prišel pa jaz k ansamblu, je bil pa do zdaj mir, kar se tiče bobno, pa ker prišel Jože. Pa pevca. So se tudi pevce nehali. Potem se je začel pa drug halo, basisti. Najprej je šel Vid, je zapustil nas, potem je prišel Bojan Kališnik, ne, in na kraju je bil še Gruboškov Luka. Pravijo, da ni lahko, če je na kupu veliko žensk. Kaj pa, če je na kupu veliko moških? S tem imam glasbenike v mislih. Ja, malo drugače, kot če so ženske, ne. Ja, potrpežljivost, ne, to je na prvem, ne. To je, če nisi potrpežljiv, lahko je 7 žensk na kupu, če so potrpežljive, ampak manj je tega, ne, manj je teh zadev, ne. Ženske imajo druge potrebe, moški imamo pa druge, ne. Samo dobro, potrpežljivost, to je vrlina, mislim, da vsakega glasbenika mora biti, ker tudi v glasbi moraš biti potrpežljiv, da ti nekaj narediš, ne. To je smisel, ne? Prav povedal? Seveda, zaradi tega, ker če ne bi bilo tega res prijateljstva med nami, to kot je bilo, ne,
potem ansambl ne bi toliko časa zdržal. Sigurno. Ker to se, ko se začne enkrat po domač povedano štrajti, ne, pol je začetek konca. Če bi se zdaj lahko vrnili v zgodnja 80. leta, bi šla še enkrat po isti glasbeni poti? Ja, mislim, da bi mogoče še jaz dodal tem, da bi se še mogoče malo bolj izobrazili, da bi bili boljši še, mogoče boljši. Isto, mislim, drugače pa jaz nimam kaj reči. Ja, jaz imam pa Ne, vse drugo... strmiš za boljšem, no. Sej. Ja, to že glasbeno, vse Ja. smo se izobraževali sprot, ampak jaz bi, smo hodili v tujino, ampak bi še več hodili v tujino. tako. Sam časi so bili takrat, da si mogel pač svoj dopust dati, to je pa edino, potem pa z družino nisi bil nič z nikomer, ne, če bi hodil po tujini. Ali bi bil profesionalec, ne, to je pa druga To je pa zadeva. druga zadeva. Za današnjo priložnost smo izbrali 6 vaših na neki način posebnih pesmi, takih, ki so zaznamovale vas, poslušalce, okolico in ena taka prepoznavna je gotovo Mala Zagorjanka. Jaz sem Ja. glih razmišljal o Mali Zagorjanki, ne. Posneli smo jo leta 97, to pomeni, da je 19 let. Od tega, kar je bila posneta, res je dolga doba, ne. Vmes se je spreminjala, so je še drug posnel, ampak ta naša Zagorjanka res je zelo popularna, praktično je vse posod res poznajo. Tako. Ja, nastala je tako, moram povedati, ne, to je zgodovina, ne, to je resnica. Nastala je tako, da so prišli Pelehari, ne, ste prišli. Ja, Delavski pihalni orkester, Ja. takrat pa smo bila sreča, pa mislim, jaz pa srečo s pihalnim orkestrom v Španiji, v Kaleli, to je na 50 km pred Barcelono. In tam sem jaz, so vsi govorili, kakve so fejst ženske. Se napravim, da niso fejst, ne, ampak nič sem ni posebnega zdaj tam dol v tej Španiji. No. Ko sem prišel pa domov, sem rekel, veš, kaj, naše punce so pa lepše, kurane Španke. In to jaz razlagam Martinu Žvelcu, on je pa takoj naslednji 2 dni potisnil me poklical prid gor. Tole je rekel Hivane Sivci, pet pa povej, ko je tole, ne. Je napisal, po moji prigodi, ne, je napisal, skup je zložil ta besedil. Potem sem poklical pa Jožeta, je prišel, da je še lahko to nekako Martino obdelo še, kaj je treba popraviti in tako je nastala. In moja Mala Zagorjanka po skoraj 20 letih spet še kako živa in mlada tudi v naši oddaji Zasavci. Mladi Zagorjani smo se odpeljali v Španijo na morje med griče opojne. Vino kliče nas, kastanjete glas, zraven pa flamenka, ognjena dekleta. Zjutraj trezne glave, staknemo si zdrave, rečemo besede, si fantje iskrene. Videl ni nihče, da bi sploh dekle, lepša, ki je plesala kot moja najdražja. Moja Mala Zagorjanka je lepša kot Španka, le o njej se meni sanja, le ona meni manjka. Moja Mala Zagorjanka je lepša kot Španka, kot najslajša je uganka, za vse dneve in noči. Moja Mala Zagorjanka je lepša kot Španka, le o njej se meni sanja, le ona meni manjka. Moja Mala Zagorjanka je lepša kot Španka, kot najslajša je uganka, za vse dneve in noči. Vsak večer odšli smo, mali bar na pivo, v divjem ritmu glasbe plesale so Španke. Rekli smo tako, krasno plešejo,
a dekleta naša nihče ne prekaša. Moja mala Zagorjanka je lepša kot Španka, le o njej se meni sanja, le ona meni manjka. Moja mala Zagorjanka je lepša kot Španka, kot najslajša je uganka, za vse dneve in noči. Moja mala Zagorjanka je lepša kot Španka, le o njej se meni sanja, le ona meni manjka. Moja mala Zagorjanka je lepša kot Španka, kot najslajša je uganka, za vse dneve in noči. Kot najslajša je uganka, za vse dneve in noči. Zasavci ste bili v vsem tem času prisotni na ogromno krajih, na ogromno prireditvah, dogodkih po Sloveniji in tudi zunaj naših meja. Kje ste se po občutkih, spominih, kolikor se spomnite, največkrat pojavljali? Kje so bili tisti ljudje, ki so najraje slišali za vas in so najbolj uživali v vaši glasbi? Ja, čist na začetku, recimo takole bi rekel, smo bili na Dolenjskem, ne. Ampak pa bi pa rekel, da se je pa to Čist bolj od začetka, še predno smo midva prišla, so bolj laufale Kumpa, Medijske Toplice v Zagorju, kaj je ansambl zelo velik igral, bolj po Zasavju, kot bi rekel. Potem se je odprla Dolenjska in takrat smo midva hodila, je bila res Dolenjska, potem je bila še Bohinjski konc, Savinjska dolina, tam smo ogromkrat bili, no. To so te destinacije, kjer smo bili največkrat, ne. Drugače pa po celi Sloveniji, tako, prisotni. Bolj ko malo, ko ne, mislim, malo manj na Primorskem, pa gor čisto Štajerska, Maribor, tudi ne preveč tako, ampak smo pa bili, je bilo. Tudi smo bili v San Simonu. V San Simonu, vse smo bili dol. Lendavi pa dol, ja, pa v teh toplic. No, če smo čisto po pravico, do vseh toplicih smo bili, ne vem, v katerih nismo igrali, ne. To pa res, v Toplicih pa skoraj vseh. Novo leto se mi zdi, da smo igrali 11 let v Šmareških Toplicih. Tudi v Laškem smo igrali za novo leto, potem smo igrali Topolščica. Mislim, smo se moram povedati, da smo se imeli zelo fajn gor v teh Toplicih. Verjamem. Danes sta s seboj prinesla tudi cel kup svojih avtorskih izdelkov. Pod Zasavci je nastalo ogromno pesmi, ogromno materijala je, ki ga lahko pokažemo, za katerega lahko rečemo, da ga poznajo po vsej Sloveniji in tudi drugod. Bi lahko rekli, za katerega izmed projektov, na tega smo pa najbolj navezani, ali je vsak, ki pride na novo, nekaj posebnega in z nekim prijetnim občutkom prehajamo iz enega v drugega? No, najbolj smo navezani na naš prvi projekt, tega moram pokazati. To je 92. leta išel Iščem te, na katerem sta skladbe Otožna Kalifornija, Bela snežinka in pa Revirska. To so bile takrat najbolj popularne in za Otožno Kalifornijo smo dobili tudi zlati CD. Jože, lahko rečemo, da je Otožna Kalifornija vas kot glasbenika najbolj zaznamovala? Ja, je, ne, normalno. Če ena skladba še zdaj ni izpeta, kakor jo poslušaš, te zaznamuje. Nismo nič iznajdli, ampak je to res. Tudi Zasavce to drži, tudi mene drži, tudi cel ansambel drži to. Drugače pa bi se jaz pridružil, da tudi na ostalih smo zmeri nekaj naredili, da nekaj zaznamuje en projekt. Ampak je pa res, Kalifornija je Kalifornija. 92. leta sta omenila, je bil ta prvi projekt. Ne, to je bil izdan CD. CD, tako. CD, kaseta je bila pa posneta 89. leta. To je 3 leta, takrat, ko smo šli prvič v tujino biti, človek rekel. To je v Berlin smo šli in tam so praktično zahtevali od nas. In smo mogli zelo na hitro posneti. Sredi smo že prej to material imeli, ker smo se že pripravljali na to, tako da je šlo zelo hitro. Dočim CD, ker je Sraka izdajala, je bil pa 92. leta. S kako dinamiko je pa potem nastajalo še vse preostalo in kako ste izbirali pesmi za te projekte? No, za te projekte so pesmi največ pobud je dal Jože, potem pa Viktor, naš kitarist.
je bil zmiran za kakšno tako, demo, tale je fajna, takole, Potem smo avtorje dobili, o avtorjih verjetno bomo malo pozneje govorili, ne? Ker tega je zelo veliko. In so se te projekte nekako tako izdali nekje med 2 in 4 leta. Najbolj skup projekti so pa bili, ko je bila 97. leta je bila izdana Kalifornija, takoj 98. leta je bila pa 30-letnica ansambla, tako da smo v bistvu v 2 letih 2 CD-je izdali, potem pa nekako po 4 leta, tako da se jih je nabralo 21 let. Kar je krasna številka. Jože, Otožno Kalifornijo bomo zdaj v nadaljevanju zavrteli v naši oddaji. Ste kdaj šteli, kolikokrat ste jo zapeli? Se to sploh da? Ne vem. Tisoče in tisoče, ker se včasih naredili, da smo mogli kako željo izpolniti, smo jo tudi 2-krat ali tudi 3-krat zaigrali, ne, če je res zelo potrebno. Ne. Tisočkrat tudi zato, ker smo navajeni tudi vadili. Normalno, tudi to smo ponovili. Samo na samih špilih, na igranju se je pa tudi naredili, da smo jo po 2-krat zaigrali, ne, ker je bilo res tak komad narediti nam na kožo zasavcem, tako se reče temu. Ne. In tudi, če jo zdaj slišite po radiju ali televiziji, vam je po vseh teh letih gotovo še vedno toplo pri srcu. Še zmeraj. Če ne, nisi glasbenik. Ne. In to Otožno Kalifornijo, o kateri govorimo, bomo zdaj poslušali tudi v oddaji Veter nosi pesem mojo. Tukaj sem sam, sreče ne poznam, žalost iz neba me upeha. Tu je tu, noč in dan vrši i padalec si. California blue.
7-članska zasedba Zasavcev je tista, ki jo ljudje poznajo in vidijo in slišijo vse povsod. Ali bi lahko po vseh teh letih omenila še ljudi, ki so pripomogli k vsem tem vašim pesmim, uspehom, k prijetnim, pozitivnim zgodbam? Seveda, vsak ansambel ima tudi sodelavce. Teh sodelavcev, piscev, besedil in pa glasbenikov, tisti, ki so nam glasbo napisali, je kar nekaj. No. Je pa nekaj tistih, ki so bili res osnovni. Pri besedilu je bil to Nanda Razboršek, potem Miša Čermak, naprimer Zagorjankov je napisal Ivan Sivec. To so bili ti glavni avtorji, drugače jih je še več tega. Dočim, kar se tiče glasbe, je bil pa tukaj pri narodno-zabavni Milan Kudar in pa Martin Žvelc. Potem moram pa povedati še naprej projekte, kjer smo se vmes še mečke na meksikansk vrgli, takrat je bil pa še Oto Pesner in pa Igor Podpečan. Tako. Jože, vi kot pevec, kot gonilna sila ansambla, kako ste se vi spopadali z novimi pesmimi? Ste raje videli, da ste najprej dobili besedilo, da ste najprej slišali melodijo? Kako ste se s temi hiti, ki ste jih kar nizali, spopadali, srečevali, kako ste jih doživljali? Ja, pri vsem nastajanju sem jaz mogel biti zraven, ker v bistvu je to tako, ne, pevcu sem moral glasbo sediti, ne. In vse posod sem jaz mogel biti zraven, da se to, ali se je besedilo pisalo, ali pa glasba. Mogoče mi ni bil kaj všeč, smo malo popravili, če besedilo smo skupaj, se pravim, že tudi pri Sivcu Ivanu, tudi Nanda Razboršek smo popravljali, čeprav včasih ne rad jemo, da smo mu kaj popravljali, ampak pač more priti od mene ta prav odziv. In tega, meni je bilo vseeno, samo dobro, glasba je osnova, ne, tega, glasba je osnova. Ko sem jemal tudi glasbo, sem tudi besedilo pol. Včasih se je naredilo, da sem prej tudi besedil dobil, ampak treba imeti glasbo. In pol z glasbo sem pol vse naredil. Kako pa se glasbenik počuti, ko sliši drugega glasbenika, da prepeva in igra njegovo pesem? Super, super. To, pač je že to nadgradnja nečega, ne, če nekdo igra. Ne. To je zelo dobro. Zakaj ne? Mi nismo glih jezili, samo da je dobro narediti, to pa je. To je pa res. Ne. Če malo pobrskata po svojih glasbenih izkušnjah, katero je bilo tisto obdobje, ko ste bili najbolj, ne bom rekel polni energije, ko se vam je dogajalo iz tedna v teden, ko ste kar hiteli iz nastopa v nastop, ko so vas vsi hoteli, kdaj je bilo to obdobje? Ja, bo pa že kar 20 let. Več kot 20. Ja. Več kot 20 let nazaj. To je bilo, takrat smo bili nekako, mislim, da je takrat bila Dolenjska zelo popularna. Ja. To se spomnim, smo imeli eno bruto social produkt, eno skladbo, ne. Bog ne dej, da te skladbe ne igrali. To smo mogli po 10-krat igrali. Takrat je bilo to popularno in to smo mi imeli igranje tako, da je kar naprej bilo. Non-stop. To so bili res teh trenutki. In se spomnim tudi iz Bele krajine, ko smo včasih hodili, so nas tudi policaji, bom rekel, ne, sam lepo pozdravljali. Ja, to je res, ja. Še kakšna zanimiva anekdota, izkušnja iz teh številnih nastopov, da ste se takrat kar malo zasekirali, zdaj se pa smejite? Ja, če je človek utrujen, da ti kaj, nesreč nismo imeli, ampak da je človek utrujen, ja, včasih se je kaj naredil, da smo mogli malo za cesto pospati, pa naprej peljati. Ja, najhuje je bila tujina. Tujina, tam, ja. Tam pa se je dogajalo, da smo iz enega konca od drugega mogli priti, pa vmes nič spati. Pa špilati, potem pa nazaj, potem to je pa bilo iz Nemčije res, v službo. Ja. To je bilo pa res skoraj malo prenaporno. Če se zdaj spomnim, je sreča, da se res kaj ni zgodilo. Glede na to, da sta oba stara, prekaljena glasbena mačka, ko spremljata poplavo novih ansamblov, mladih, pa tudi malo manj mladih, kako jih doživljata? Ja, kako jih doživljamo? Se prepustita glasbi, poslušata, kako ustvarjajo glasbo, se da izpreči iz te svoje strokovnosti, najprej poiščeta napake, se prepustita, kako? Ne, jaz glih nisem tist, da bi zdaj prišel nekam pa gledal napake, ampak kaj je to? Recimo,
Če moje mnenje povem, ne, recimo na to stran, kar se zdaj več narodno-zabavnih ansamblov, kot je teh našega kova zabavnjakov, ne, ker jaz sem po srcu bolj zabavnjak, kot narodnjak. Ne. In recimo gledam to poplavo zelo pozitivno po eni strani, ker se pač je ta slovenska beseda, pa ta slovenska, ker zdaj poplava teh tujih, tudi naše radijske postaje, hmal ne bomo več slišali slovensk, ne vem, zelo malo, čeprav pravijo, da ne vem, koliko je 50-60%, ne. To, recimo, je to pozitivno, ne. Pravim, da hvala Bogu tem mladim ansamblom, da se odločajo, da so ansambli, pa da igrajo, da se pokažejo. Po eni strani je pa malo, me pa skrbi, ker ni pa več toliko tega, kar jaz poslušam. Mislim, da je Jože isto, mi da sva bolj na zabavnjak in na zabavnaško stran, da jih pa ni toliko. Tiste, kjer imamo, so še kar obstajajo, recimo tudi rockerji ali pa tisti, ki še delujejo. Slovenija je majhna in to se hitro izpoje, ne? Novih pa ni. Ne? Zdaj vsak vidi eno korist v tem, da gre, Frejtonovca, to je danes zlata jama. Za mene, to je moje mnenje, ne vem, Jože, kot ti. Ja, jaz se spomnim, da včasih sem jaz tudi veliko hodil gor po RTV, pa sem nosil vse te besedile, ki jih je Jože pel, sem mogel nesti gor na pregled in je bila pač ena cenzura, ne? In se potem mogli popraviti. Mislim, da je danes, ne vem, a je še cenzura, v glavnem slišati je to, kar poslušam, ne? Kot da jo ni. Ne? Malo bi bilo pa tudi treba pogledati, kaj se igra, pa kaj se poje. No? Ste pa Zasavci vedno poskrbeli za to, da ste pozitivno gledali na glasbo, na svet. Sreča je tudi ena izmed takih pesmi, ki govori o nekih lepih trenutkih, pa jo bomo zdaj poslušali vsi. Sreča je ansambel Zasavci. Lepo mi je, ko diši mi lipa po poti, ko breg zasije od 1000 belih cvetov. Lepo mi je petje ptic, korak moj ne moti, že vedo, da prihajam spet domov. Ne rišite življenja v temnih barvah ni nocoj, ko lunca se z neba smehlja, ko z vami sem vesel doma. Ne pravite, da srečeni, da vse je laž in boj, naj s pesmijo glasno povem, da srečen sem. Lepo je tu, ko na mati mizo pogrne in iz kleti oče poln prinese bokal. Lepo je tu, ko moj dom spomine razgrne, enkrat bom, zavedno tu ostal. Ne rišite življenja v temnih barvah ni nocoj, ko lunca se z neba smehlja in praznik je pri nas doma. Ne pravite, da srečeni, da vse je laž in boj, naj s pesmijo glasno povem, da srečen sem. Ne pravite, da srečeni, da vse je laž in boj, naj s pesmijo glasno povem, da srečen sem.
srečen sem. Jožeta, veliko časa sta že preživela na odrih, ogromno izkušenj imata z glasbo in če zdaj malo pogledata po svoji glasbeni poti, kaj je bolje, biti mlad in neizkušen, malo starejši in poln modrosti, če gresta pogledat čez svojo perspektivo? Joško, to je, izkušnje so važne. Seveda. To je zelo važno. Sam, če si mlad, imaš pa tudi izziv. To je pa to. Ja, vse mora biti. Če vi poslušate, naprimer, posnetek izpred 30 let ali pa tega, ki ga zdaj zapojete, s katerim ste bolj zadovoljni? Lahko sploh o tem govorimo? Lahko. Se pozna. To je, si nabrušen, pojek si že enkrat nabrušen. To se pravi glih tako diamant. Če ga se skopljajo, še ni nič vredno, ampak pol je vredno, ko ga zbrusijo. Isto je tudi za človeka ali pa za glasbenika. Ti, ko greš v glasbeno šolo, mislim, da pred tukaj nisi tukaj. Mogoče si nabrušen, da boš to, če imaš ti pravi, če si pravi potencial. Ampak poje se pa izoblikuješ in to je, mislim, da je nas tudi to. Nastopi so važni. Nastopi so važni, zelo nastopi. Recimo, mi smo veliko igrali, je bilo to 3-4 dni igrati, to za nas ni bilo nič. Ja, nekako rataš v vsem tem času, ko igraš in veliko teh nastopov, seveda dobiš rutino in nekako postaneš, ne da ti postaneš mehek, ampak nekako v glasbo daš eno mehkobo. Jaz recimo sem ritmičar, se mi zdi, da je ritem bolj laufo, bolj mehko. Kar prelivo se je iz takta v takt. Prej si bil bolj zadrgen, bolj trd bil. No. Tako sem jaz doživljal skozi to svojo zgodovino. No. Ja, manj smo si upali takrat mogoče, od kraja. Pa smo si pa več upali. In to je tisto dozorevanje. Mislim, da je to pri vsakmu postopek. Vem, ker smo mi nastopali z mnogo katerimi pevci, ne od kraja z Oto Pestanjem, pa z vsemi temi, pa vemo, kakšni so bili. Tako da, če bi jih danes pogledal na odru, ko so že izoblikovani, se postavimo glih tako v njihovo kožo. Mislim, da nismo nič falili, Meni je, to je resnični dogodek, sem enega bobnarja spraševal en par stvari, sem rekel, tole sem pa malo čuden zdi, kako tole nekaj poudarja, Am ti lahko veš. In rekel, veš, ti že tukaj prekajen mačk, ti tebi ne treba nič vaditi, kam hodiš še na vaje. Rekel, tebi ne treba nič hoditi. Ja, tudi to se... Ja. Ko spremljamo te posnetke, ki so malce starejši, vidimo, da ste imeli ves čas in vsako obdobje tudi nek prepoznaven slog oblačenja. Vedno ste na neki način izstopali, vedno ste bili urejeni, vedno ste bili brezhibni tudi v tej podobi. Ja, pač nekaj smo si pa zahtevali. To mora biti, urejenost mora biti na odru, recimo za vsak projekt, ki smo ga naredili, smo bili malo drugače. In v tistem smo se tudi kazali potem. Recimo, če smo igrali narodno, smo imeli pač narodno upravo, mi nismo imeli celonočno, smo imeli polnočno, da smo imeli pač srajce original, pa lajpč s črnimi hlačami in črne čevlje. To je bilo. Drugače. Potem smo imeli pa tudi za preobleč razne lajpče, za zabavno glasbo. Imeli smo tudi srajce s kravato, brez kravate, tako da obleke. Ja, vse smo imeli. Odvisno od projekta. Ki smo ga delali. Tako. Zdaj, če smo delali meksikanske, naprimer tole izmed telih meksikanske, smo imeli srajce, ko smo gledali Meksikance, so bili vsi mečkem bolj nekako raznobarvni. Raznobarvni smo pač to dali narediti, zato da je pač nekaj pomenil v tem projektu. To smo se to počeli in smo si sami zadali, ko smo šli na oder, mora biti ansambl urejen, ker se nam je zdelo, da je to ljudem nekaj pomenilo. In ko gledamo glasbenike, vedno sproščeni, vedno nasmejani, vedno prijazni, vedno polni energije, je to pri glasbeniku samoumevno ali mora za to tudi kaj narediti, da je potem tako? Ja, nekaj moraš narediti, ne mora biti kar samoumevno. Kaj ste počeli za Savci? Ja, mi smo se smeli za odrom sproščali. Joško, kak vic povedal, ali pa smo
od prejšnjih nastopov, ki je imela ali kakšna anekdota, tako da smo prišli na oder, smo rekli. Pa vedno, ko sem jaz vodil program, recimo, smo že vedeli, kaj naprej, kaj bo. Tako da skozi to je bila tudi sproščenost. Ostali so igrali, jaz sem pel, ampak sem pa vodil zraven. Ampak in s tem se je tudi sproščenost, da nismo zdaj napetost kaj imamo pa zdaj delali na odru. Se je že tudi vedeli. Med pauzo, ko smo imeli pauzo, dobro, se je tudi kaj pojedli, popil, ampak smo se v glavnem tudi zmenili, kaj bomo za naprej, ker ne moreš kar prijeti na oder, pa kar v luft gledati. Program se je mogel narediti, ampak tudi smo ga prilagajali, da je bil sproščenost, da je bila ta sproščenost, smo ga prilagajali ljudem, nismo se kar neki igrali, kaj povprek. No, pa smo imeli določen program, moram povedati, in če je res dol publika norela, to je norel na vrh, ja seveda, zdaj pa ne moreš ti za mene počasne, pa ne vem kakve komade, če so vsi v luft, smo se zadrli ogenj. Takrat se je pa program spremenil, so mogli biti pa samo največji hiti. Tisti, ki so res pravimo do vrha, speljali publiko, ker so se ljudje sam to zapomnili. Verjamem. Kaj ste imeli v mislih, ko ste ustvarjali pesem Jutri bo prepozno? Nič ni prepozno. Ne, nič ni prepozno. Zato. To je. To je bil moto te pesmi, da nikoli ni prepozno, karkoli naredimo. Tako. In to pesem zdaj predvajamo vsem vam. Vsak dan rodi se čist, vsak dan je prazen list, kaj z njim pa storil boš, ti sam odloči. Lahko med njive greš, lahko v oblake zreš, lahko se sanjam prepustiš. Popiši list tako, da mnogim bo lepo, morda že jutri bo za vse prepozno. Pobožaj droben cvet, oglej si ptice let, zavriskaj si, če si želiš. Ko se nov dan začne, se polna dlan odpre, kaj ti boš vzel iz nje, pa sam odloči. Lahko greš širni svet za mnogo, mnogo let, če ti doma pretesno je. Le vzemi iz dlani, neznosno čas hiti, morda že jutri bo za vse prepozno. Naj tebi svet bo drag in naš domači prag, poslušaj vedno le srce. Sem ponuja dan nešteto poti, svojo smer in stran poišči si ti. Če jo našel boš, oj bodi vesel, mnogo boš mnogo od dnevov imel. Če jo našel boš, oj bodi vesel, mnogo boš mnogo od dnevov imel. Glasbenikova je gotovo naporna. Vsi ti nastopi, vsa ta igranja. Kako pa domači gledajo oziroma so gledali na to? Je bilo kdaj kaj slabe volje ali je bilo to, kot bi šli v službo? Kako so vas domači podpirali in spremljali na tej glasbeni poti? Bom se kar usedel na tisto, da te morajo podpirati. No, jaz imam veliko srečo, da je moja žena tudi bila glasbenica. Dokler ni prišel otrok, v družina, se pač odpovedala, jaz sem šel pa pol naprej po teh stopinjah, pri Jožku to ni bilo tako, ampak pri Jožku to je bilo pa še to, da so še otroci glasbeniki, je pa še to ena druga zadeva. No, mislim, tukaj mora žena podpirati. Mora podpirati, če ni podpore, ni uspeha. Ne more priti domov, pa mora biti tudi, res.
Ja, družina mora s tabo živeti. Tako. Družina mora s tabo živeti, če ti hočeš špilati, mora sprejeti to, da te ni. Ko ste hodili po Sloveniji, po različnih veselicah, prireditvah, ste lahko vnaprej malo načrtovali, tukaj bomo pa igrali dolge runde, tukaj bo pa noro ali pa nasprotno se je to dalo. Glasbenik se pa mora vsekakor tudi prilagajati občinstvu. Ne, smo se prilagajali. Noč, mi smo prišli, mogoče za par krajev bi lahko rekel. No, moram reči, da recimo Kravji bal ali pa recimo Flosarski bal ali pa smo igrali tudi na gospodarskem razstavišču v Ljubljani, pa tukaj so malo večji, ko prije več ljudi. Tukaj je kar močno, moraš tam biti, tam smo že vedeli, da moraš tako igrati. A drugače pa veselica, moraš pa igrati kot veselica. Koliko časa skupaj? Ja, enkrat smo igrali tudi 2 ure pa še malo, ampak drugače pa, dokler ljudje zdržijo, ne. Je pa tudi odvisno od samega organizatorja, ali ima te ambicije, da se to dolgo igra, zaradi tega, da ker na veselicah je treba tudi kaj popiti, kaj pojesti, mora biti kakšna pauza, ne. Tako da nekateri so rekli, ja, 7-8 komadov, potem pa malo pauza, ne, da malo popijejo, pa pojejo. Kadar je pa bom pa rekel, da smo prekršili velike, ne, kadar je bilo tisto, ko mi pravimo po zasavski šus, se nas ni dalo staviti, ne. To je nemogoče, ne, ker takrat v tistem, da bi ljudje rekli, zdaj se pa vsete, to pa ne vem, če bi glih pasal kjermu, ne. Ja, ljudje se to zapomnejo, ne. Tam je bila pa žurka, ne, to je bilo, in je pač treba zdržati. To je bilo pa verjetno tudi glasbenik dobi eno dodatno moč, če vidi, kako ljudje uživajo v glasbi. Sigurno. Ne, vse to dodatna moč je bilo to, da so nekateri ljudje tudi hodili naše veselice kar po nekaj let. Ne, da niso se mogli naveličati našega. Za nami so hodili. Za nami, ne. Ja. To je spodbuda glasbeniku, da veš, zdaj greš pa v pravo smer. Ne. To je kar, ne. Pridi k meni je pa še ena taka živahna, taka, ki gre v ušesa, taka, ki jo ljudje poznajo, ki jo tudi prepevajo. Kaki so pa spomini na to pesem? Ja, posneli smo tudi video, ki ga bomo videli, to je bil v Delavskem domu Zagorje posnet. Zdaj, to je delo Igor Podpečana, ja. Dokončali so drugi. Kdo pa je besedilo napisal? Za besedilo pa ne vem, kjer je napisal. Moramo še pogledati. Ja. Tega je bilo zelo veliko. Ne vem, kako da smo tole. V glavnem, ljubezenska zadeva je to. Ne. Večna tematika. Nikoli izpeta. Večna tematika, ja. In pridi k meni skupaj z Zasavci. Zabavi sem zagledal luštno deklico, v mambo ritmu je plesala s kratko kiklico. V glavi sem načrt izdelal, tale moja bo. Če bi z mano zaplesala, šepne ji na uho. Pridi k meni, moja mala, bova skupaj v noč plesala, ti najlepša si, objemi me močno. Ko bo ura polnoč bila, pa se bova v mraku skrila in ob zori te poljubil bom slovo. Se je le igrala, vendar nič za to. V mestu me prav vsi poznajo, da sem žigolo. Kmalu poiskal si bom še lepšo deklico. Če plesala bi še njej, bom šepnil spet na uho. Pridi k meni, moja mala, bova skupaj v noč plesala, ti najlepša si, objemi
nemočno. Ko bo ura polnoč bila, pa se bova v mraku skrila in obzori te poljubil bom slovo. Pridi k meni, moja mala, bova skupaj v noč plesala in najlepša si, objemi me močno. Ko bo ura polnoč bila, pa se bova v mraku skrila in obzori te poljubil bom slovo. Jožeta, po vseh teh letih se oba še vedno odlično držita, ogromno volje in energije je. Kot smo prej rekli, več kot 2 uri skupaj je trajala ena runda, če rečemo po domače, celoten špil, pa tudi do kam? Mi smo zmeraj rekli do prve maše. Točno tako. Od večera pa do prve maše. Tako. Ja, tam 8 ur, tam tudi včasih še prej, ko je bilo začetki, so še tudi več igrali. Drugače pa tam 8 ur pa. Tisti star pregovor pravi, nikoli ne reci nikoli, in prepričan sem, da se lahko zgodi, da boste čez 2 leti rekli, zdaj pa 50, tukaj smo Zasavci in je en tak ogromen izziv tudi za vas lahko tole. Ja, drage gledalke in dragi gledalci, lahko je čez 2 let veliki povratek Zasavcev, nikoli ne veš. Za 50 let Zasavcev. Ja, to je res bogata glasbena zgodovina z ogromno pesmimi in z našega domačega kraja. To je tudi del glasbene dediščine, del vsega tega, kar bodo poznali tudi prihodnji rodovi. Seveda je, ker vsi smo imeli prilike nekam iti. Vsi smo hoteli, da bi mogoče bilo boljše ali ne bilo boljše. Ampak ena zasavska trma, knapovska, ko se temu reče, čeprav od nas ni bil noben knap potem, ampak knapovska trma nas je držala skupaj in smo v tej trmi tudi uživali. In to je, recimo, v življenju mi je nekaj žal, da nismo nikoli napisali zgodovine tistega, kar se je dogajalo. To bi bila knjiga, ki bi bila po moje kar dosti brana, ker tisto, kar se je dogajalo, ampak to po resničnosti. Kar je tega, zdaj se pa tudi vsega ne spomnimo in je kaj spustiti, pa se pa spomniti na narodna zadeva. Ampak jaz pravim še enkrat, knapovska trma nas je skrb držala in Jože nam ni žal. Nam ni žal. Res ne. Prej sta omenila, da so bili vzrok za ta vsa dolga leta tudi dobri prijateljski odnosi. Gotovo se s člani, z drugimi člani še zdaj družite, da se vidite. Zato prenesite naše pozdrave tudi vsem preostalim v klubu, če lahko tako rečem. Lahko. In še eno to priliko bi imel, da vsem tistem, ki so sodelovali pri teh vseh projektih in sodelovali pri vseh teh špilih, pri vseh potovanjih, pri vseh dejanjih pri Zasavcih, se jim lepo iskreno zahvaljujemo. Mislim, da jim ni žal, da so se družili z nam in tako, da se bi želel, da še ostanemo v takih dobrih odnosih, v kar smo. Seveda. Ne samo znak kot Zasavce, ampak vsem, ki so sodelovali na vsakem projektu in vsakemu glasbenikom. Ja, to so tisti iz ozadja, ko jim pravimo. So tistem, pomembni del tega, kar je v spredi. Tako. In glasbenikom. Brez njih ne bi bilo. Tako. In glasbenikom, ki so igrali prej, še prej, ko mene ni bilo pa Jožeta, in do zdaj, ko smo se jih mi so se zamenjali. Vsem hvala, ker vsak je en delček tega. Ja, en del v ta mozaik, ansambla Zasavci, res 48 let, to pa ni mačji kašelj. Res je.
Z našo oddajo smo tudi pri nas zakorakali v veseli december. Ja. Naj bodo dnevi do konca leta prijazni z vama in s celotno ekipo, pa še naprej veliko pozitive, veliko dobre volje. O tem sploh ne dvomim. Ja, hvala lepa. Hvala. Tudi midva bi želela lepe božične in pa novoletne praznike in tudi vam želimo veliko naprej dobrega dela. In hvala lepa, ker ste nas povabili. Tako. Hvala tudi vama, ker ste si vzela čas. Končali pa bomo z eno tako poskočno. Mehiko smo danes že omenjali, potujemo v Mehiko, iz naše oddaje pa pozdrav do prihodnjega tedna. Čez morje vabi me srce, za obzorja, kamor sonce gre. V deželo tisoči gora, med vrhi, kjer kondor je doma. Kjer puščavska roža še cvete, kjer prerije širne zelene. Bela mesta polne vodihe, kjer živijo dobri le ljudje. Ja, ker lepe senjorite, črnolase ognjevite, v kite spletajo lasje. Očaljive in odkrite ti budijo želje skrite in ukradejo srce. Kjer ljubezen je in glasba doma, kjer odpre ti pesem pot do srca. Kjer ko zvezde zažarijo, pismi nežno zazvenijo, ki marjači jih pojo. Kjer vsak pravi moški dvoriti zna, kjer kitara se pištoli poda. In ušesa zavolijo, ko rakete poletijo, ki na pjesno vabijo. Škorni po podu zagrmijo, oči se zaiskrijo in zagori srce. Lica dekletom zažarijo in usta se smejijo, ko ples se zavrti. Čez morje vabi me srce, za obzorja, kamor sonce gre. V deželo tisoči gora, med vrhi, kjer kondor je doma. Kjer puščavska roža še cvete, kjer prerije širne zelene. Bela mesta polne vodihe, kjer živijo dobri le ljudje. Ja, ker lepe senjorite, črnolase ognjevite, v kite spletajo lasje. Očaljive in odkrite ti budijo želje skrite in ukradejo srce. Kjer ljubezen je in glasba doma, kjer odpre ti pesem pot do srca. Kjer ko zvezde zažarijo, pismi nežno zazvenijo, ki marjači jih pojo. Vsak pravi moški dvoriti zna, kjer kitara se pištoli poda. In ušesa zavolijo, ko rakete poletijo, ki na pjesno vabijo. Škorni po podu zagrmijo, oči se zaiskrijo in zagori srce. Lica dekletom zažarijo in usta se smejijo, ko ples se zavrti. Kadar zaslišim melodijo, se sanje prebudijo. Potujem v Meksiko.